Vsemogočni Bog, s čudovito modrostjo si uredil, da se Kristusovo kraljestvo širi po vsem svetu in so vsi ljudje deležni odrešenja. Naj bo tvoja vesoljna cerkev znamenje zveličanja in naj oznanja in uresničuje nedoumljivo skrivnost tvoje ljubezni do ljudi, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prve Mojzesove knjige. Kača je bila bolj prekanjena kot vse živali polja, ki jih je naredil Gospod Bog. Rekla je ženi: ali je res Bog rekel, da ne jejta od nobenega drevesa v vrtu? Žena je odgovorila kači: od sadu dreves v vrtu jeva, le o sadu drevesa, ki je v sredi vrta, je rekel Bog, od tega ne jejta, tudi ne dotikajte se ga, da ne umrjeta. Kača pa je ženi dejala: nikakor ne bosta umrla, ampak Bog ve, brž, ko bosta od njega jedla, se vama bodo odprle oči in bosta kakor Bog, ker bosta spoznala dobro in hudo. Tedaj je žena videla, da je drevo dobro za jed, očem prijetno za pogled in da je to drevo želeti, ker daje spoznanje. Vzela je torej od njegovega sadu in jedla, ter dala tudi svojemu možu, ki je bil z njo, in je jedel. In odprle so se obema oči in sta spoznala, da sta naga. Zato sta si sešila smokvine liste in si naredila krila. Ko pa sta slišala glas Gospoda Boga, ki je hodil po vrtu ob dnevnem vetriču, sta se skrila Adam in njegova žena pred obličjem Gospoda Boga sredi med drevjem na vrtu. To je Božja beseda. Blagor nam, ker nam Bog odpušča. Blagor mu, komur je krivičnost odpuščena, ki mu je greh izbrisan. Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde in v čigar duhu ni prevare. Blagor nam, ker nam Bog odpušča. Svoj greh sem ti priznal in svoje krivde nisem prikrival. Rekel sem: priznam svojo krivdo Gospodu in ti si odpustil krivdo mojega greha. Blagor nam, ker nam Bog odpušča. Zato bom v stiski pobožno molil k tebi, še tako velike vode me ne bodo dosegle. Ti si mi zavetje v stiski, obdal me boš z veseljem ob moji rešitvi. Blagor nam, ker nam Bog odpušča. Aleluja. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam in luč na moji stezi. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tiste čas je odšel Jezus iz pokrajine Tira in prišel skozi Sidon Galilejskemu morju, sredi pokrajine Deseteromestja. Pa mu pripeljejo gluhega in nemega in ga prosijo, da bi položil roko nanj. Vzel ga je od množice stran, mu vtaknil prste v njegovo ušesa in se mu slino dotaknil jezika. In pogledal je v nebo, zavdihnil in mu rekel: Efeta, to je, odpri se. In kar odprlo so se mu ušesa in razvezala se je vez njegovega jezika in je govoril prav. Naročil jim je, naj tega ne pravi nikomur, pa bolj, ko jim je to naročil, bolj so razglašali. In na vso moč so strmeli govoreč: vse je prav storil. Gluhim daj, da slišijo, nemim, da govorijo. To je Kristusov evangelij.
Smo slišali v prvem berilu znano zgodbo o Adamu in Evi, o prvem grehu človeka. Takoj na začetku nastopi kača kot simbol skušnjave in takoj vpraša Evo, pa potencira besede. Če se spomnimo, kaj je Bog rekel Adamu, ko je bil v vrtu, kača doda nekaj besed zraven, kot v naši življenju včasih, ko pridejo skušnjave. Skušnjava večkrat še kaj dodaja, ni tako vse res, kot pa govori. Tukaj reče kača, da ali je res, da je Bog rekel, da ne smeta jesti od nobenega drevesa v vrtu. Dobro, da je Eva se zapomnila, kaj je Bog rekel, pa pravi, da ni res, da lahko jeste, ampak samo od drevesa, pa še potem ona eno stvar doda, od enega drevesa sredi vrta in tudi dotikati se ga ne smeva. Torej, Bog tega ni rekel, da se ne sme da dotikati. In potem reče tudi, da če se celo dotakne, da bosta umrla. Skušnjava potem se nadaljuje, nikakor ne bosta umrla, pravi, lahko jesta, kajti takrat se vam bodo odvezali oči in bosta kakor Bog, torej poznala bosta dobro in hudo. Potem Eva vzame sadež in ga tudi Adamu. Na koncu, ko vidite, da Bog prihaja, se skrijeta, pa mislim, da tudi pri nas večkrat v življenju tako, ko človek stori greh, da hoče dati, torej nikomor noče povedati. Res je, da je prav, da spovednici grehe pravimo, povemo, da se izpovemo greho, ampak so včasih kakšne stvari in človeku je dosti lažje, ko že takrat, ko da stvar ven, je dosti lažje tudi za naslednjič, da tolikokrat potem ne pademo v skušnjavo, ampak karkoli drugega. Izkušnjava večkrat taka, da pravi, se boljše nikomu nič govoriti, pa iti kar naprej, se čez nekaj časa, 2-3 tedne bo pa že boljše, pa se pozabi. Pa ni res tako, človek, ko mu je odpuščeno, dosti bolj zaživi, pa lažje gre naprej, pa se približa Bogu, pa tudi svojemu bližnjemu. V Evangeliju pa imamo gluhonemega, torej gluhega ne sliši in nemega, da ne more govoriti. Lahko rečemo človek, ki v bistvu ne živi, kajti če ne slišimo, ne moremo govoriti, smo odrezani drug od drugega, sploh ni življenja v nas. Lahko bi tole gluhost pa nemost primerjali tudi danes, recimo, kar človek, kdaj smo mi gluhi, pa kdaj smo nemi. Ni samo fizična gluhost ali pa fizična nemost, lahko rečemo tudi psihološka. Naprimer, vsi vemo dobro, če kaj smo recimo zelo močno v delu, naprimer otroci pri učenju ali pa odrasli kaj drugega delamo, pa ne vem, zazvoni kakšen telefon ali pa nas kdo pokliče, nič ne slišimo. Res, da morda res ne slišimo, ker smo morda res isto v delu, tako pa sploh ne študiramo na tisto, da nas kdo kliče. Ali pa smo toliko notri, pa nočemo dati drugemu prostore, ker pač imamo svoje delo. Ali pa smo gluhi, če se spomnimo, ko smo se zaljubili, recimo nam marsikdaj, ali pa recimo, če ni bilo kaj dobro in smo drugem vse lepo videli, pa nas je drugi opozarjal, pa smo bili čisto gluhi za njegova opozorila, ker smo bili pač tako zaljubljeni močno, da drugega sploh slišali nismo. Kaj bi pa lahko rekli za govorjenje, torej, ko ne moremo govoriti, včasih se s kakšnim skregamo, pa so kakšni tihi dnevi v hiši, ali pa v družini, v skupnosti, kjerkoli, pač ne moremo spregovoriti z drugim, ker nas je prizadel, ker nam je kaj slabega rekel. Ali pa naprimer, zadnjo razmišljanje še, da se z nekom pogovarjamo, ki nam je simpatičen, drugi, ki pa nam je nesimpatičen ali pa antipatičen ali pa nam ni tako blizu, pa sploh ne spregovorimo besede, ker pač nam je dovolj, če se s kom lahko pogovorimo, ki nam je tako blizu. Ali pa koga na cesti tako vidimo, da rabi kakšno pomoč, pa se potem še opravičujemo.
Pa saj se nič ni slabega naredil, vse, če se nisem z njim pogovoril ali pa kaj, to nič ni narobe. Pa prosimo pri tej sveti maši, da bi za tole moč, da bi se spomnili na te besede, da ne bi bili gluhi, ko nam kdo kaj govori, da bi bili sprejemajoči do drugega, pa da bi se tudi z vsakim človekom lahko pogovarjali, kot s tistim, ki jih imamo radi, ki so nam blizu, da bi tudi drugim znali kako besedo tolažbe, upanja, vere jim dati. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker je dober. Zahvaljujte se